Najprej moram omeniti, da smo oba isti letnik in da se poznava že iz otroštva, zato se bova kar tikala. Oba sva rojena leta 62 na Vipavskem, sicer sva hodila vsak v svojo osnovno šolo, ampak sva se velikokrat videvala na raznih občinskih tekmovanjih, takrat je bila ajdovska občina še enotna, ne, ena občina. In ja, vesela šola in podobne stvari, to je bilo kraj, kjer so se srečevala. Potem se pa skoraj 50 let, razen če sva se slišala drug za drugega, videla se nisva, ampak zdaj imava zadnja otroka spet v Vipavi kot sošolca na škofijski gimnaziji, letošnja maturanta in smo spet nekako. Potem pa še ta pogovor Polanski je prišel kot naročen, da se spet malo bolj poveževa. Se pravi, zdaj mi najprej malo zanimalo, kako je teh 50 let, ko se recimo nisva videla, minil pri tebi, kako si ti črpal iz svojega otroštva v tem času, kaj so ti recimo dali starši, kaj ti je dala domača fara, domač kraj, Primorska, Vipavska kot taka. Ja, najprej hvala za povabilo. Moram še malo popraviti svoj CV. Vidim, da se kar martro, da si vse tu potegnil dol. Torej nisem več zaposlen v B-Separations od Svetih treh kraljev, tako da zdaj sem zaposlen v nekem novem podjetju, bilo ustanovljeno 3 leta nazaj, 4, kjer pač gradimo neke nove poslovne modele in verjamem, da bo tu še bolj uspešna zgodba, kot je bila tista pred 5 letmi. Tako ja, kaj mi je dala domača fara? Moj prvi duhovnik je bil Ljubo Marc, eden od teh naših primorskih čedrmalcev, po vojni zaprt 7 let, šel skozi te procese primorskih duhovnikov. A se sliši? Tako da nikoli ni o teh svojih zadevah govoril, ampak nekako en občutek ti vseeno en tak človek da. Jaz sem bil strežnik že, mogoče sem imel 5 let in sem vsako jutro šel strežiti. Najprej, ko še nisem bil v šoli, potem, ko sem že hodil v šolo, zelo rad sem stregel tam pri našemu gospodu Ljubu Marcu. Če je še bral njegove črepinje, malo opisal te svoje dogodke, so bile izdane mogoče 30 let nazaj. Tako ja, si mogoče potem že malo zaznamovan, malo utirjen v svoje življenje. Drugo pa seveda je bila domača vzgoja. Izhajam iz partizanske družine. Moj staroče je bil blagajnik Osvobodilne fronte in potem po vojni najprej, kar se je zgodilo, je bil Evropan, bil je trgovec na vasi 100 hiš, torej nisi veleposestnik, ne. Najprej so ga oropali tisti, ki jih je hranil celo vojno. Oni so se skrivali, on se je pač bežal pred nacisti. Oče je bil večkrat pred nemško bržostrelko, bil se pobili, če bi našli dokumente, kako je staroče zbiral denar, ker so te obveznice seveda morali ti blagajniki hraniti, ker so bile obljubljene velike potem nagrade po vojni, ko zmagamo. No, po vojni tisti, ki so te obveznice imeli, niso nič dobili. Tako da so stvari hitro potem ljudje spoznavali, kako so bili prevarani. Druga stvar, kar je, mislim, da je potrebno omeniti, primorski partizani so bili do februarja 1943 pravzaprav katoliški ljudje, katoličani, niso nosili zvezde na glavi. Zvezda je prišla, ko so primorsko partizanstvo prevzeli komunisti. S pobojem Janka Premrla Vojka, on je bil krščanski človek, vedno z rožnim vencem ob sebi, on je pač vodil to primorsko četo. Vipavsko četo, torej v Vipavskem nikoli ni bilo nekega komunizma. Šele po vojni je stvar začela prodirati, oziroma med vojno, predvsem z
Alešem Beblerjem in njegovimi likvidatorji, ki so najprej polikvidirali seveda te primorske fante, partizane, ki niso bili za komunizem. Večina teh fantov pa tako ni vedela, kaj komunizem sploh je. In večina jih je bila celo v partiji, dokler niso maja, junija 1945 zvedeli, da ne smejo več iti kot komunisti v cerkev, takrat se jih je večina izpisala iz partije, da so šli lahko spet v cerkev. Tako da te zgodbe tudi od doma so bile od vsega začetka pač v moji zavesti, tudi po mamini strani. Mama je bila na kamionu z Nemčijo, bi pobili celo vas, razen otrok po 10 let starosti. Če ne bi bilo štorskega duhovnika, torej štorje so del ajdovščine, tega duhovnika so potem po vojni skušali likvidirati, so ga opozorili in je potem zbežal čez mejo, če ne bi ga pobili. Zato, ker je pač se boril za svoje ljudi, da jih ne bi pobili, je tudi s kapetom to dosegel, vas so pa požgali. Žal že pri ajdovščini 42 hiš požgana julija 44. In z take družine, ker smo pač okusili preganjanje in fašizma in nacizma in potem tudi komunizma, pač sigurno dobiš en pečat in tudi nisi več pripravljen verjeti v vsake bedarije. In s tem pečatom sem potem šel tudi pač skozi svoje življenje in bom rekel, me je malo utrdilo, da se nisem pustil vsakmu bedaku, da mi pere možgane. Tako, je bilo tudi tu, Mirko, si hotel še kaj zraven? Za začetek bo kar dost, bova naprej razmišljala. Se pravi, spadva v tisto generacijo 60 let. Se pravi, vojno preganjanje je takrat že nekako izvenel, ne? Tiste, ki so jih hoteli, so jih pobili. Cerkve so porušili, recimo porušili so takrat Polansko cerkev dokončno, v Vipavi so porušili grajsko cerkev Svetega Marka, ne? 57. leta je še šel zakon, ki je govoril o uničenju vseh znamenj, verskih znamenj na glavnih cestah, ne? In podobne stvari. Ampak 60. leta je potem nekak en mir bil, ampak se mi zdi, da smo vsi en strah smo pa še vedno vsi uživali, ne? V primerjavi z generacijo, ki je prišla potem v 70. letih, ki je pa nekako rasla gor v najvišjem standardu, ki je bil takrat v Jugoslaviji sploh možen, ne? In recimo to so pa zdaj ljudje, ki ljubljanski kolesari na raznih demonstracijah, ne, pa te stvari, to je pa že ta generacija iz 70. 80. let, ne. Kako bi ti to ocenil, no? Ta pregled, kako smo porazporejeni časovno? Midva sva pač v 60. letih rojena, ne. Ja, žal tudi med najino generacijo vidim tudi precej takih, ki bi bili kolesari, pa ne more več kolesariti, ampak hočejo svoje otroke, da tu počenjajo, tako da mislim, da pravzaprav v vsaki generaciji so taki drugačni. Je pa res, da verjetno tisti, ki so rojeni po 70. letu, so okusili mogoče malo manj pomanjkanja, pa sej jaz tudi nisem občutil nobenega pomanjkanja, mislim. Pri naši hiši za kruh je vedno bilo. Je pa moja mama stradala, je rekla prvič, da se spomni, da je bila sita, ko jedla, je bilo leta 51. Tako da ni bilo po vojni tudi nič tako lepo, sploh za tiste družine, ki niso bile obklukene kot sistemu prijazne. Moja mama izhaja iz manjše kmetije, so jih obtužili, da so kulaki in temu primerno. Potem, ko je bila hiša požgana, so jim 45. pobrali še svojo živino, obvezna oddaja, potem so pa pretepli, ki je šla po mesu, svoje mesu, a ne, na karte, kulaki ne boš odžirala. Torej, 51. leta je bilo 6 let po vojni, a ne, prvič, da se je dosidga ne jedla, tako da nekateri so tolkli. In tudi tukaj v vaših krajih. Se mi zdi, je bilo precej podobnih zgodb. Ni bila potem ta osvoboditev, tako res osvoboditev, ne, bila je osvoboditev za, bom rekel, posvečene, privilegirane, prvorazredne in ta
ta stvar se vleče tudi današnje dni. Še vedno nekateri mislijo, da jim vse pripada, da je vse njihovo, tudi moja glava, ne. Torej, to ljudje grejo, da smo imeli en tak sestank leta 2015-2016, ko so prišli iz podjetniškega sklada in v principu je tam poddirektor rekel, da je jaz njegova lastnina. To je bilo 2015-2016. Tako da ta miselnost še vedno obstaja in to se potem tudi odraža v politiki. Tako, ti vračam mikrofon. Hvala. Deva se ustaviti malo pri letu 62. V tem letu se je tudi začel drugi Vatikanski koncil, ki je predstavljal vso prenovo katoliške cerkve v svetu in tudi v Sloveniji. Se pravi, nekako so bila pa, kljub temu, da so bila rojena v tako Jugoslavijo, so bila rojena v neko cerkev, ki je iskala korake naprej. Kaj ti meniš o tem? No, jaz še vedno najbolj presegam na te naše primorske četrmace. Vatikan je malo delč. Žal ta srčnost, ta globoka vera in tudi poštenje duhovščine naše primorske se s temi letmi malo razvodenelo. Verjetno tudi kot posledica, da so stvari. Torej, dobri ljudje se rodijo oziroma se zgradijo v slabih časih in mislim, da je zdaj mogoče malo predobro. Kljub vsemu, ne za vse, ampak še vedno nam gre malce predobro in tudi to se odraža tudi na teh potem naslednjih generacijah ljudi. In streznitev prej slej pride in mislim, da bomo zopet dočakali, žal streznitve prihajajo v hudih časih in to, kar se zdaj po svetu dogaja, ni nujno dobro. Ko se začnejo poti zapirati, transportne, prej slej tu pripelje do lakote in to je od zadev, ki je pravzaprav ponavljam že mnogo časa, da dokler nimaš hrane, oziroma če nimaš svoje hrane, potem si hlapec. Lakota dela hude stvari in ljudje dostikrat popustijo potem pod takimi in drugačnimi pritiski. Tako da verjamem in upam, da imate tukaj še vedno par dni okoli hiše in da jih obdelujete. Vsaj vidim bolj obdelane kraje tukaj, kot jih vidim pri nas na Primorskem, ki so očitno ljudje bolj siti, kot so potem po nekih hribovitih kmetijah. In tu me skrbi. Če zemlja ni obdelana, potem je narod obsojen na lakoto prej ali slej. Vedno je lakota bila in vedno bo. Mogoče imamo stroje, računalnike, telefone, kaj pa vem, umetno inteligenco, ampak hrana je osnovna dobrina in če nisi sposoben hrane sam pridelati, potem boš prej ali slej lačen. Ja, če se vrnemo k cerkvi, moramo moliti, daj nam danes vsakdanji kruh, ne. Ampak ostanva še pri najini mladosti. Oba naju v mladosti zaznamovala smrt sošolca Gregorja. Meni je bil sošolc v osnovni šoli, tebi pa potem v gimnaziji. Leta 1981 smo vsi odšli v vojsko, ti v Zagreb, jaz v Surtolico in nato v Prizren, on pa v gardo v Beograd. Midva sva se srečno vrnila, Gregorja pa so že po 2 mesecih pripeljali domov v krsti. Kako si to doživel, ko si za to izvedel in kako gledaš na to danes? Ali bi lahko z nami podelil tudi kakšno lastno izkušnjo iz JLA? No, jaz mislim, da so Gregorja likvidirali. On je bil pač zelo aktiven katoličan. V Vipavi, ti boš to bolj vedel, je vodil, takrat skavtov ni bilo, jih ni smelo biti, ne? Je vodil mladince. Strežnike, ja, ministrante. In seveda kot tak je bil za družbo nesprejemljiv. In počakali so na vojsko in tam so pač potem določeni
potencialni močni karakteri, močni vodje dobili, bom rekel, metk v čelo ali kamorkoli v hrbet. Ne vem, kam so njega, on je prišel domov v zavarjeni krsti, mama ni smela tega odprta, ne, drži. In potem so, mislim, celo še stražili, celo na pokopališču so se stražili, da ne bi odprli groba. Saj tako so bile govorice, mogoče ti bolj veš. Ja, jaz bi moral iti v vojsko, mislim, da tudi nekam za lopove in popove, ampak moja mama je delala v marketu v Ajdovščini, pri blagajni in seveda je napadla tega, ki je razporejal pač, kam gremo v vojsko, kam bo mene dal. In je rekel, jups, on je bil tam z lopove in popove, ampak sem jaz ga zdaj dal v Zagreb. Ko so nas prestrojili prvo uro v Zagrebu, sem moral stopiti 2 koraka naprej in je stari vodnik rekel, predvsem ostali, 73 ostalih, drugo je nacionalista. Zdaj, takrat pravzaprav mi ni bilo jasno, kaj to pomeni, ampak tako z današnjimi očmi mogoče je to pomenilo, če je možnost, da ga likvidiraš, potem ti bo oproščeno, torej bi moral paziti svoj hrbet, hvala Bogu, nismo nikoli streljali na ta način, da bi bil nekdo z mano s puško, z pravimi metki, tako da sem preživel domov, ampak mogoče sem bil jaz tudi na listi za odstrel, mogoče. No, imamo pa tudi izkušnje z drugačnimi sošolci, ne. Na teh tekmovanjih je bila velikokrat zraven neka sošolka Diana, ki je pa pozneje postala v Sloveniji kar poznana dramaturginja. Mislim, da je delala v gledališču v Trstu, pa v gledališču v Mariboru, ki je pa danes ultralevičarka. Kako ti gledaš danes ta razkorak med nami, ko smo bili tako sošolci, prijatelji, potem pa gremo vsak svojo pot v življenju in a je sploh še možno, da bi se sodelovali med sabo, da bi se srečali nekje na eni bolj prijateljski ravni ali pa, ne vem, to mi prihaja na misel. Ja, ljudje smo različni, verjetno tudi različno vzgajani, tudi mogoče imamo različne interese. Težko to pravzaprav komentiram. A smo sposobni priti skupaj? Tudi to težko komentiram. Jaz se pravzaprav takih družb zelo, zelo izogibam. Tako da bi mogla biti prav tem res neka napol spravna slovesnost, da bi se temu pridružil, ker se v teh družbah izjemno nelagodno počutim. Pač razmišljajo drugače ljudje. Zakaj tako razmišljam, ne razumem. In ja, imamo verjetno res kar velik razkorak. In potem po vojski, kako je šla tvoja pot naprej? Vemo, da si diplomiral, magistriral, doktoriral. Kako ti to vidiš? No, tvoj vidik, prej smo že videli, kaj piše Wikipedija, ampak tvoj vidik svojega življenja, če lahko nekako pišeš. Ja, kako že pravijo, človek obrača, Bog obrne in mislim, da pri meni se to kar redno dogaja. Nič kaj posebnega. Nisem bil noben super študent, sploh prvi 2 leti je že mama malo obupala in rekla, če ti ne boš šlo, boš šel delat. Pa nekako mi je le šlo, lik toliko, da sem preskozi. Imel sem enega odličnega profesorja v prvem letniku, to je bil profesor Lazarini, baron Lazarini, ki so ga potem likvidirali, polili so ga že pleno kislino, sicer trdijo, da je delal samomor. To lahko govorijo ljudje, ki niso v kemiji doma, kjer kemik bo šel sebe polivati že pleno kislino, da bo naredil samomor. Torej, polili so ga. Spravili so ga na fakulteto med prazniki, med bežničnimi, da se je njegovemu študentu nekaj naredilo. Malo je bil nepreviden, ker je bila fakulteta zaprta, zaklenjena. Bil je pa nevaren. Bil je potencialni minister za šolstvo in ga je bilo treba likvidirati.
bil je zelo pokončen, izjemno sposoben, pošten, korekten. In levičarjem seveda neka taka oseba nikakor ni ustrezala. Potem namesto njega je prišel Gaber. Vemo, da Gaber je nekaj izjavil na nekih ožjih krogih, da bo, se opravičujem izrazu, ampak pač tako je rekel, da bo slovensko šolstvo zjeval tako, da se 50 let ne bo postavilo. In ja, profesor Lazarin je bil na poti in temu primerno so ga mogli spraviti z tega sveta. Žepelina kislina ni samo kislina, ki jo lahko nevtraliziraš z neko bazo, ampak je še oksidant. Torej, če te s tem polijejo, tega ne ustaviš. To pač gre do kosti in razžira še kosti. To je bila zelo huda smrt, ki je trajala, ne vem točno, ampak je trajala ure in ure. In človek je zelo, zelo trpel pri temu. Torej, tisti, ki je to naredil, najbrž bo moral se zelo, zelo, zelo kesati in spovedovati, da bo to odpuščeno. Kaj pa tvoje filantropsko delovanje? Ko sem ti to vprašanje napisal, si najprej odgovoril, da naj ne ve levica, kaj dela desnica. Se pravi, se o teh stvareh ne pogovarjaš prav rad, ampak si pa tako, rad ljudem postrežeš in pomagaš. Doživljaš to kot svoje poslanstvo ali kaj drugega. Si lahko ta vidik vzamemo tudi mi k srcu in se vprašamo, kako mi sami znotraj svojih možnosti delujemo kot družbeno angažirani kristjani. Se pravi, pa za najino generacijo, če si upamo. No ja, jaz mislim, meni je bilo ogromno dano in moja dolžnost je, da pač tudi dajem naprej. Zdaj, kako dajem, kam dajem, ja, več ali manj to moja odločitev in ja, ne želim, da se pač o tem kaj dosti razpravlja. Ne delam tega zaradi tega, da bom se pokazal na fotografiji s 5000 eur nekim čekom ali kako že to delajo. Jaz mislim, da pač tega razumevanja, da če nekaj imaš in da pač si dolžen vsaj del tega deliti naprej, je tega razumevanja zelo, zelo malo. Sploh, če vidimo te naše tajkune, jaz ne vidim, kaj bi kaj dosti pomagali, prispevali. Toliko govorijo čez ZDA, ampak jaz grem v ZDA pa vidim ena največjih bolnic, mislim, da zaposlujejo v tem trenutku 150,000 osebja, v Teksasu, v Houstonu, MD Anderson, to sta zgradila pač zakonca Anderson. Toliko in toliko milijard donacije. Greš nek drug kraj, zopet vidiš. Torej, ZDA niso enoznačne, naši levi mediji po eni strani prikazujejo kot izjemno brutalne, kapitalistično, po drugi strani pa posnamejo vse bedarije možne, ki so, od tistih resničnostnih šov do vseh barabij. To ni tista realna, to niso realne ZDA, ki jih pač naši mediji prikazujejo. Jaz ponavadi preživim 2 meseca na letu v ZDA in vidim tudi malo drugačno Ameriko. Tam je zavest v ljudeh, da če si pač nekaj zaslužil, da moraš to deliti. Tam je ogromnih teh združenj, charity, kaj? Dobro, ja. Tudi en kup bolezni se tam zdravi na ta račun, razvija nova zdravila. Tako da, ko vidim te naše leve tajkune tukaj po Sloveniji, naj se malo oni učijo tudi tam v ZDA, kaj pomeni, če si pregrebil se do neke denarja, da moraš pravzaprav tudi nekaj od sebe dati. Če ne si en navaden, bom rekel, kradljivc. Samo tisti, ki kradijo, razen Robin Hooda, ne dajo nobenemu nič. Torej, tudi skozi te oči se vidi potem ta naša privatizacija, tajkunizacija, ker ti ljudje v družbo ne prispevajo nič, še vedno gledajo, ki bojo še več pokradli.
Mi smo pa tukaj, ki pravzaprav bi morali malo bolj opozarjati na te nepravilnosti. A res potem nekoga upoštevaš, a ne? Ko veš, da je pač ni prišel do svojega denarja, ali mu pravzaprav jasno in glasno to poveš, ne glede na posledice, ki jih imaš. Tudi za trenutnega predsednika vlade, pač lokalci vemo, izhaja iz fašistične družine, glede na to, da je moj storoče bil protifašist težki, a ne, to zelo težko tudi jaz prenašam, med tega taga bandita na vladi. Sem mu tudi povedal, da je fašist, me toži, sicer ste toženi, ne bo nič, kar itak v vsakem primeru zgubi. Če zmaga, imam 10,000 ljudi, ki ga bomo tožili, ker nam on očital, da smo fašisti. Če pa jaz zmagam, pa sem itak zmagal, drži. Tako da zdaj ta stvar stoji, seveda, pred volitvami in po volitvami bo, po volitvah pa itak ne bo imel denarja več za ta namen, tako da to bo izvenelo. Ampak ja, me je vabil enkrat na večerjo donatorsko, seveda nisem šel kje, ker pač ne moram s temi ljudmi in sedeti za isto mizo. Žal, ne moram. Neka stvar vseeno je pri meni, ker rečem ne, tega pa ne naredim. In ko vidim nekatere potem, da tudi delajo, da samo še klanjajo, ja, se vprašam, kakšen človek si. Po eni strani pravi, že kristjan, po drugi strani se pa klanjaš enemu takmu navadnemu banditu. V politični smeri bi omenil predvsem tvojo podporo medijem, se pravi, tukaj smo že prej omenili Domovino, pa Info 360. Potem pa vidimo tudi ob cestah te plakate bele z črno-rdečimi napisi, pa s podpisom ACO Q10, ne? A sem si prav zapomnil? Mislim, da je tako, no. Sem prav danes, ko sem se peljal iz službe, ne dva plakata pogledal, da sem jaz zapomnil. Kaj bi o tem teh svojih dejavnosti, kaj povedal, kaj podelil z nami, nas k čemu spodbudil? No, da najprej naredim malo reklame, tam nekje bo odzadej nekaj Domovin, si jih lahko vzamete brezplačno. Pa odzadej je tudi nekaj izvodov od tega zbornika o Filipu Trčelju, ki bo 11 let v bunkerju, pa ne bom govoril, kdo ga je ukazal, da to bunker. Tako, dajte se vzeti. Ja, kar se tiče medijev, če pravzaprav pogledam, v Sloveniji ni nekega desnega medija, so bili neki poskusi s Slovencem, pa se je klavrno propadlo. Tudi v Sloveniji ni prave desnice. Nikoli si nisem mislil kot otrok ali pa srednješolec, da bom pravzaprav jaz moral biti desničar, ker ponavadi sem bil bolj na demokratski strani, zelo na Kennedyja, a ne, pa potem anti-Reagan takrat, celo anti-Reagan sem bil, a ne, kaj je bil v srednji šoli, bil Reagan, anti-Thatcher, ne, in danes pravzaprav, bom rekel, sem velik zagovornik Reagana in Thatcherjeve, ker ugotoviš, da enostavno brez dela in pameti ne grejo stvari naprej, da pridejo do propada, da so pač generacije gradile in da zdaj generacije pravzaprav samo nekaj molzemo in prej se bo to izpelo. Enostavno ne moreš tiskati denarja o nedogled, kar dela zdaj Evropska unija, ne, to je norost. Delujo nepošteto, bom rekel, normalno življenje nepošteto, se svrt, pederija se podpira in dejansko rabimo eno, bom rekel, zopet neko pravo klasično desnico. In to je bil pač tudi en od namenov teh medijev, po eni strani bolj rodobljudna Domovina, desna, neskrajno desna, mislim, da tisti, ki to čitate, najbolj opazite, da tu ne gre za nobeno skrajnost, kar nam vedno očitajo skrajni levičarji, seveda. In tudi tu, da se ne pustimo, da nam govorijo, da smo mi
če smo malo desni, da smo skrajni. Ne, oni so skrajni levičari. To je treba poudariti vedno in posod. In niso komunisti, ampak so zdaj fašisti, ker povezava velekapitala in neke leve diktature je fašizem, po definiciji. Piše tudi Slavoj Žižek o tem, tudi Mastnak, ki sta leva filozofa, definirata levico oziroma oblast, kot jo imamo v tem trenutku, kot fašizem. Komunizem ni imel, ni toleriral kapitala. A ne? Tudi Kitajska ni več komunistična, ampak je fašistična. Moramo paziti tudi pri teh izrazih, da jih pač pravilno uporabljamo. So pač išli s komunizma, ampak zdaj so postali fašisti. Ko so dovolili zasebno lastnino in tajkune, tudi na Kitajskem, a ne, so postali fašistična država, niso več komunistična. Mediji. Info 360 je bil bolj ustanovljen, da predvsem išče zgodbe, korupcijske zgodbe, nepravilnosti in ni nujno desen. Ampak je tak, da pravzaprav ne bi pritegnil tudi, bom rekel, ljudi, ki so sicer po prepričanju levi, ampak kolikor toliko pošteni oziroma pošteni, se niso vsi levičari barabe in niso vsi desničari pošteni. To sta dva medija, delamo tudi na radiju in potem bomo videli, kako bojo šle stvari naprej. Torej, gre za neko ozaveščanje družbe kot take. Nekdo se je pač moral lotiti. Še kaj o jumbo plakatih? Jumbo plakati. Torej, jumbo plakati niso moja ideja, so ideja enega gospoda, ki ne želi biti imenovan, je umrl in ena od zapuščin je bila tudi ta, da bi se te stvari nekako ozaveščali ljudi preko teh jumbo plakatov. Tudi neke prve zapise, ki so bili na njih, je on predlagal oziroma jih je on sestavljal. On je dal v ta sklad okrog 300,000 evrov in mene je prosil, da to stvar potem vodim organizacijsko-finančno. In jaz sem rekel, če dal ti 300, bom dal še 300. Tako da to je zdaj ta sklad, ki se počasi pač gre proti nuli, a ne? Torej denar je porabljen, bo porabljen. Besedila pa niso moja. Mogoče celo zdaj celo to zadnji bil, približno moje, ampak za besedila je ta gospod pooblastil nekoga drugega, ki ga tudi ne sme imenovati in ta drugi človek, ki je odgovoren za besedila, ima eno manjšo skupino ljudi, ki potem prihajajo z idejami. Besedila na plakatih, razen enega, niso moja, ampak so pač stvar enega, bom rekel, bolj družbeno angažiranega majhne skupince ljudi, ki so odgovorni in so bili tudi izbrani od tega gospoda, ki je v to akcijo pravzaprav predlagal, šel. Bil je pa aktiven na področju marketinga in je tudi vedel, kaj so učinkovite akcije, zato je najbrž potem tudi šel. In kot sem videl, so vse stvari zelo prijele, mogoče sem malo prehitro povedal, da sem jaz za njimi, bi jih mogel, da še malo vrtejo, da bi še malo več reklame naredili, ampak vsake stvari se nekaj učimo. Tako da, pri levih medijih pridem do izraza samo, če je kaj slabega, ne, če je kaj narobe, ampak kot so pravijo v Ameriki, boljši slaba reklama kot nobene reklame in tega se pač poslužujem. Hvala. Omenil si Terčelja, pa bom jaz še malo reklame naredil, malo marketinga. Drugi torek v septembru predvidoma bo Terčelj naš gost na Polanskem pogovoru kot tema. Drugače bosta pa Renato Podbersič pa Gresenjeva iz Železnikov.
Tako da lepo povabljeni takrat, tudi ti, če boš utegnil. Pa greva naprej in preden se posvetiva aktualnostim tega volilnega obdobja, bi se še enkrat vrnil k tvojim krščanskim koreninam. Kako vse to, kar si zdaj opisoval, vso to svojo dejavnost, do neke mere lahko temu rečemo tudi tvoje poslanstvo, saj gre za osebno odgovarjanje na neko posebno poklicanost, gledaš v luči evangelija, torej kot kristjan. No, skušam se pač držati evangelija, pač evangelija za mene tista prava knjiga, pravi vir vsega delovanja. Ni nujno, da mi vedno to uspeva, ampak verjamem v Boga in vsako leto vedno bolj in tudi vidim, da pravzaprav, če zaupaš v Boga, se nimaš nič kaj bati. Tudi če so hude stvari in se hudo dogaja, te stvari relativno lahko preneseš. Tako da vera je tudi ena velika podpora in pomoč in bom rekel blagor tistim, ki nam je to dano, ker vera je milost. In sem pravzaprav hvaležen za to milost. Hvala. Tebe kot politika doživljam nekako precej podobno, kot sem nekoč Ivana Krambergerja. Torej kot človeka, ki jasno pokaže svoje stališča, jasno pove, kaj je prav in kaj ne, se pa ne opredeljuje za nobeno politično stranko. Si se pa kot tak volk samodar v danem trenutku ponudil, da bi bil pripravljen biti mandatar bodoče vlade. Kako se sam vidiš v vsej tej svoji politični vlogi in kaj si mislil glede možnega mandatarstva? No, jaz sebe ne vidim kot politik, bolj bom rekel, mogoče bolj kot družbeno ozaveščen človek. Ena prava nevladna organizacija oziroma gibanje. Tudi ne želim biti politik. Bom pa seveda pomagal tistim, ki bi približno vodili take politične vsebine, ki se meni zdijo, da so prave. Bom pomagal, absolutno. V Sloveniji rabimo ravnotežje, rabimo korektiv. V Sloveniji nimamo neke res prave desne stranke. To ne pomeni, da mora ta stranka vladati, ampak rabimo ta korektiv. Ker v Sloveniji nimamo ene stranke z zelo jasno vsebino in sporočilom, da denar ne pada z neba, da je treba delati, da ga je treba zaslužiti in da tisti, ki se trudijo in delajo, imajo tudi neko pravico, da potem o tem, kar stvarijo, odločijo, ne da je to kot v času komunizma, kot vse pobirajo, tako tudi nekako ta vlada zdaj izgleda vse naše, mi delamo s tem, vi nimate pravice. Torej, če sem državno blagajno iz davka na dobiček prinesel 3 milijone, potem želim vsaj vedeti, kaj se bo s temi 3 milijonami zgodilo. Če bo naredili bolnico, cesto, uredi. Če pa to mi kradijo, potem pa nikakor ne bom tiho. In ja, potrebujemo pravo desnico. Desnice v Sloveniji ni. Desne prave stranke v Sloveniji ni. Tudi naše stranke, ki pravijo, da so desne, so naučene deliti. Ali bone, ali denar. Ampak to se bo izpelo, ker enostavno deliš, dokjer je. Tiskajo denar v Bruslu na veliko in temu primerno morajo potem netiti vojne, ker vojna je tisto, kar potem nekako zakrije velike izgube v blagajnah. Torej, Evropska unija in tudi evropske države so v hudih finančnih krizah, ker so enostavno živeli preko mere razumnega
In potem je treba še enkrat zanetiti vojno. Torej, ta vojna v Ukrajini ni sama po sebi namen, ampak je zaradi tega, da se malo skrije napake v politiki, predvsem napake raznih dekadentnih in izrojenih kultur. In temu ne bi rekel levičarska kultura, ni nujno vsa levičarska kultura dekadentna. Ampak ta Evropska unija žal je postala en dekadenten lonc, ki prihaja do vrelišča. In verjetno ne bomo več te Evropske unije več videli take, kot je že v roku nekaj let. Finančno je nevzdržna. In seveda zdaj je pritisk teh zapadnih evropskih držav na bolj vzhodne evropske države. Vzhodne evropske države, od Poljske dol, Češke, Slovaške, Madžarske, delno Hrvaške, so ekonomsko uspešne, zaradi tega, ker so tudi vsaj delno poskrbele, da ta destruktivna, morilska ideologija, vok, LGTB in podobne zadeve ne prodrejo v politiko. Torej, te države so uspele vzdržati še neko zdrave temelje in imajo tudi desne stranke, ki so dovolj močne, tudi zaradi tega, ker so bile prej v komunizmu in vejo, kaj pomeni diktatura in so seveda preko tega bruseljskega vokizma zaznale, da te stvari ne vodijo v pravo smer, da je to pravzaprav naslednji fašizem. V Sloveniji najbrž smo imeli to tranzicijo prelahko in tega nismo še dojeli, da ta kultura, ki prihaja iz Bruslja, uničuje Evropo, uničuje narode, uničuje zdrave ljudi in prinaša noter dekadenco, pomešano potem z neko nekontrolirano migracijsko politiko. Zelo podpiram migracije, ampak na podlagi zakonov. Ne želim biti drugorazredni državljan, da če prijem v Slovenijo, prek nje moram pokazati potni list, en begunc, ki so ga dobro plačali v nekih državah, ki pač podpirajo radikalni islam, pa prije v Slovenijo brez kakšnakoli dokumenta in ima tukaj več pravic kot tisti, ki je tukaj delal 40 let. In v ZDA, ko se pogovarjam, največji nasprotniki ilegalnih migracij so migranti sami, tisti, ki so prišli v ZDA po pravi poti. Kar so rekli, če smo mi čakali 20 let na državljansko in smo morali biti poslušni državljani, zakaj nekdo zdaj lahko prije čez mejo brez vseh dokumentov. Tako da vedno je sprega tistih, ki želijo destruktivnost in s to destruktivnostjo potem tudi oblast, sejo kaos napram pač navadnim državljanom, ki si pravzaprav želimo neko mirno življenje in tudi neko bodočnost za vnuke. Še enkrat, ta Evropa kot taka je fuč. In upam, da bomo dovolj pametni Slovenci, da se priklopimo tej višegrajski skupini, ki je pravzaprav v tej Evropi še edina zdrava. Hvala. Saj mislim, da si zdaj že zelo napeljal na to, kar sem te mislil v naslednjem vprašanju vprašati. Ker jaz vidim, da je velik problem, tako v Sloveniji kot v Evropi, problem družbene elite, predvsem leve. Ta elita se trdno drži svojih političnih in ekonomskih družbenih vzvodov, ne zna pa za seboj potegniti nekega družbenega razvoja v boljšo družbo. In potem se mi postavlja vprašanje, ali imamo torej v Sloveniji problem pomanjkanja elite ali bolj problem neodgovorne elite.
zakaj po tvojem mnenju slovenski politiki tako redko vidimo prevzemanje osebne odgovornosti? Recimo, če se spomnimo, kaj vse je sedanji mandatar obljubljal, preden je bil izvoljen. Kako pomembna je po tvojem mnenju moralna integriteta voditeljev v primerjavi s strokovno usposobljenostjo? Mislim, da bi bilo prav, da se o vsem tem vsaj malo zamislimo. No ja, politika se je izrodila popolnoma, ne, v zadnjih 30 letih, 40. In to, kar vidimo pri nas, je pač enostavno odraz te izrojenosti. Kot pravijo, hudi časi prinašajo na površje dobre politike, dobri časi prinašajo na površje slabe politike. In to je en cikel, ki pač gre skozi stoletja, tisočletja. In mislim, da kaj dosti ne bomo spremenili. To je pravzaprav Božje stvarstvo. Bog je tukaj ustvaril Sovzdo dolino, ne smemo tukaj pričakovati nebes. Imamo pa s pomočjo tega, kar lahko tukaj delamo in naredimo, možnost, da si zaslužimo nebesa, ali bomo šli pa po hitri postopku v pekel. Tako da jaz ne pristajam na te filozofije, da je vse v ljubezen in da bomo vsi zvelični. Ne bomo, ker tudi v evangeliju lahko beremo, da so bile device, ki so bile brez olja, pa device z oljem, in tiste device pač niso bile povabljene k ženinu na svadbo. Drži, to je pravzaprav tudi, po mojem, ena taka prispodoba, kaj bomo imeli po smrti. Ne bomo vsi pač nagrajeni. In kar se mene tiče, meni je najbolj važno, da bom jaz gorej in da bom spodaj. In to je to. Zato pač se trudim, da naredim vse, da grem gor. Kaj je teh 5 sekund tega življenja napram večnosti. Zdaj, če verjameš, potem najbrž to ni potem tako hudo, ne? Čeprav so hude življenjske situacije. Ljudi so ubijali, ljudi so mučili. Ampak ja, mislim, da se tukaj začne pravzaprav vse naša dejavnost, naša politika in vedno se začne pri vsakemu posamezniku, ki bom delal kompromis in je ta kompromis skladen z evangelijem. Ja, jaz imam pravzaprav zdaj samo še eno vprašanje pripravljeno in to je zdaj konkretno volitve, ki so pred nami, čez slabih 14 dni oziroma 12 dni. In vemo torej, da na volitvah nastopajo nepopolni ljudje, stranke z nepopolnimi ljudmi, se pravi člani, torej z nepopolnimi kandidati. Vse pa imajo marketinško gledano super programe, vse obljubljajo raj na zemlji, če le bodo izvoljeni. Kaj bi nam ti položil na srce, da upoštevamo, ko se bomo 22. marca odločali, koga bi obkrožili? Ja, jaz mislim, da vsak, ki malo spremlja, kaj se dogaja, mu je jasno, da neke take vlade, kot jo imamo zdaj, ali nekaj podobnega, ni v redu in ne bo v redu. Zdaj, kaj obkrožiti, jaz sem že večkrat zapisal, kaj bom obkrožil. Torej, obkrožil ne bom nikoli nekaj, kar diši po kučanizmu. Kučanizem je pravzaprav za mene izraz, s katerim opisujem elito pred letom 90, ki je uspela pač zadržati več ali manj vse vzvode oblasti v svojih rokah. Ali se zdaj kaže kot levica, skrajna levica, ali kot fašizem, to je pač za mene vse skupaj kučanizem in verjamem, da se bomo enkrat tudi tega osvobodili kučanizma. Ko bomo se tega osvobodili, verjetno bo tudi kakšna stvar potem lažje izvedljiva. Tudi država bo, po mojem, potem vseeno malo drugače funkcionirala. A bo to zdaj šlo v 4 letih, ali bo potrebno 8 let, ne vem. Se bojim, da nismo še čisto pripravljeni za res neko spremembo, da še vedno verjamemo
Kučanistom in malemu Možicelnu, ker ga je ena sama zloba, da so oni daleč najboljši, kar ni res. Tale mala zloba nikoli ni imela Slovenije kot intimno opcijo in dela vse, da bo dokazala, da je pravzaprav osamosvojitev Slovenije bila napačna izbira. Glede na to, da nas je velika večina glasovala za Slovenijo, bi pravzaprav te male zlobe ne smeli poslušati in bi morali večinsko na naslednjih volitvah glasovati proti tej skrajni levici. Za mene so Svoboda, SD, Levica, vsi skrajna levica. Tu ni levica, tu je skrajna levica, oziroma se vprašanje sploh, če bi lahko rečem, da so levica, to so neki skrajneži, zato ker so zmes levice, fašistične levice, komunistične levice, volk levice, torej vsega skrajnega levega. Tu nima nič z neko zdravo socialno demokracijo. Žal so podprti tudi iz Bruslja. So bili že pred 4 letmi, se lahko spomnimo neke Vere Jurove, ki je prihajala sem lobirati. In podprti so tudi z največje evropske stranke, EPP, torej stranke, ki se imenuje krščanska. Jaz ne vem, kaj v tej stranki še, kar so ostali krščanski, a to je pravzaprav tudi z našega stališča nekaj, kar mislim, da bi bilo treba tu javno obelodaniti. Imamo tudi 3 stranke iz Slovenije, ki so del te pa stranke, pa kar nekako vetrijo tam noter, pa sklepijo neke gnile kompromise. EPP ni stranka, ki se bori z neko Evropsko unijo, ki bo napredovala. To je stranka največje možne korupcije. Še bolj kot mogoče neki Renew. Ampak ja, niso pomembne samo slovenske volitve, so tudi evropske volitve pomembne. In glede na to, da Slovenci radi posnamemo druge, najbolj bo treba tudi tam v Bruslu počakati neke spremembe, da se bojo tudi sem na nas prevetrile. Seveda, take besede, ki jih izrečem, pomenijo, da bo ne šlo, da sem skrajni desničar, ampak nisem skrajni desničar. Bi bil bolj socialdemokrat po tisti stari definiciji strank, ampak ja, vse, kar ni danes skrajno dekadentno, skrajno pokvarjeno, skorumpirano, je desno, skrajno desno. Tako je, vedno ponavljam, nisem skrajni desničar, nikakor ne. Imamo opravka s skrajno levico oziroma skrajno dekadenco in verjamem, da vsak, ki vsaj malo verjame v evangelij, ne bo nikoli obkrožil nekaj tega, kar diši po žeplu. Vemo, kdo diši po žeplu, drži? Vemo, kdo diši po žeplu? Hudič, drži? Torej, ne moreš biti kristjan, hod v cerkev in voliti nekaj, kar je že po definiciji skregano za vsako osnovno božjo zapovedjo. Bog nas ni ustvaril zato, da te pobijemo, da delamo na veliko splave, ni nas ustvaril zato, da pobijemo starejše ljudi, ni nas ustvaril, da se gremo izprijenosti vseh vrst. In kdor voli te naše skrajne levičarje, pravzaprav ne priznava Boga, ne verjame v Boga, ker ne moreš verjeti v Boga in voliti za te naše dekadentne, sprijene politike in ljudi. Hvala. Zdaj pa jaz vstal, pa bo mikrofon na voljo še vam, kdo želi še kaj vprašati. Prav? Kar roke gor. Gospod dr. Štrancar, iskreni globok poklon vašemu domoljubju, vaši izjemno kleni osebnosti, ki ste nam vzor in en steber pokončnosti in upanja v ohranjanje slovenstva.
Tisto, kar nekako mene žuli, je vedno bolj vezano na nataliteto, vezano na vse neke postopke, ki naš narod redčijo. Mi smo imeli od leta 1952 naprej 700 000 abortusov. Bili smo med prvimi državami na svetu, ki smo imeli abortus tudi zapisan v ustavo. In to po preračuni bi bilo 1 100 000 do 1 200 000 Slovencev. To so strašne številke. Presrečni smo bili, da smo uspeli premagati ta evtanazijski zakon, ampak ste videli danes, ko je bil prvi narok na sodišču, so rekli v 15 dneh, da bo pisni odgovor. Imamo 670 000 upokojenih ljudi. To so ljudje, ki za državo predstavljajo strošek. In za nas bi pomenila evtanazija holokavst za slovenski narod. Pri tem, ker imamo tako nizko rodnost, kako vi vidite možnost za ohranitev mladih naših domačinov, da ostanejo doma, da ustvarjajo družine, da slovenski narod poživijo z več otroki in na kak način nekako stimulirati to, rekla, eno brbotanje, eno novo življenje v tem narodu. Midva kot stara starša 6 vnukom in starša 3 otrokom sva neskončno ponosna nanje. Hkrati pa se sprašuješ, kako bi razširil to zaupanje v novo življenje in novo vrstje. Hvala vam. Ja, dr. Slavčeva, vi se borite. Ne vem, če imam jaz tukaj pravzaprav odgovor. Mogoče dajmo pogledati leto 50, 45. Takrat nas je bilo Slovencev manj, kot nas je danes. Drži? Veliko so jih znali, precej pobili, pa smo prišli na eno lepo številko, pa zdaj gre spet dol. Jaz mislim, da bo šlo spet gor. Sem vedno optimist, kar se tega tiče. Jaz mislim, da družine, velike družine ne moramo ustvariti z nekimi sistemskimi prijemi, ampak z vrednotami. Če ni družina vrednota, če niso otroci vrednota, potem nam drugo nič ne pomaga. Vidimo, Madžarska je zelo stimulativna, tudi Poljska zelo stimulativna. Madžari imajo, mislim, da je 3 leta zdaj porodniška, pa ni otrok. Otroci ponovadi grejo dol takrat, ker nam gre dobro, ker želimo se fajn imeti in seveda imeti otroka pomeni veliko odgovornost, ni zabave in tako naprej. In dokler pač se mladina in mlajši, ki imajo lahko otroke, ne bodo tukaj zbrihtali, po domače povedano, da te zabave so neke prazne zadeve, da še vedno je tista stvar družina. In dokler ne bojo imeli tudi vsaj nekaj izgleda, da je pač družina osnovna celica. Seveda je narod pomemben, ampak najprej je družina pomembna. Imamo družine priseljencev, ki so zelo velike, pa imajo slabši standard pri nas, kot ga imamo mi. Ampak tam vejo, zakaj je velika družina pomembna, tudi zaradi tega, ker družina skupaj drži. Mi se pa dostikrat resujemo takrat, ko je dediščina, koliko imamo skreganih družin. Naše družine ne držijo skupaj, zaradi tega, ker se pri dediščini pokoljejo. In mislim, da je tukaj tisti prvi korak do večjih družin, da se ne bomo poklali oziroma da se naši zanamci ne pokoljejo zaradi naše dediščine. Torej, dediščina je mamon. Borijo se za kaj? 2 čentežma. Torej, tiste vrednote niso prave. Falili smo pri vzgoji otrok, kaj je res pomembno v življenju, da ni neka super služba,
neka super izobrazba pomembna, ampak da je bolj pomembno, kakšen človek si, ne glede, ali si zdaj doktor, ali si profesor, ali pa si čist navadna čistilka. Zgubili smo občutke za človeka in temu primerno tudi občutke za ljudi. In za mlade, preveč smo postali materialisti. In saj tisti, ki verjamemo v družine, mislim, da bomo pač morali vrednote postaviti na drugačen nivo. Ta materializem, ki je seveda prodrl 90. leta, nas je vse zaslepil. Poznamo kup kolegov, ki so mislili, da morajo zdaj kar čez noč postati podjetniki, da morajo svojim ženam dokazati, da so sposobni, ampak niso vsi sposobni biti podjetnik. In niso vsi sposobni biti inženir strojništva, pač ne gre. In tukaj je problem tudi šolstva in tudi, bom rekel, bojazni teh otrok in mladine. Jaz nisem bil nikoli toliko preplašen v komunizmu, kot zdaj vidim nekatere mlade, ki se grebijo za tiste mature, da ja bojo imeli ne vem koliko točk. Vrednote so postale problem. In pričakovanje staršev, da mora biti zdaj moj sin ali pa moja hčerka zlati maturant. Narobe, mislim, da tukaj je stvar naše vzgoje, prva stvar, in ko bomo te stvari razčistili, kaj je pomembno, kaj je vrednota, najbrž bo potem tudi večja družina postala bolj vrednota. Torej, preveč materializma je v nas in bomo morali iti proč od tega materializma. Hvala, gospod Šrancer. Strinjam se z vami s tem, da v Sloveniji nimamo prave desne, klasične ekonomske desnice stranke. Se pa sprašujemo, je to sploh mogoče v Sloveniji ustanoviti, ker bomo se ustavi, sama bomo, da je Slovenija socialna država. Zdaj klasična desnica, ekonomska desnica, klasični liberalci oziroma libertarci pa temu predvsem nasprotujejo. To je eno. Drugo, so pohvale vam za vaš vstop v medije. Vemo, da 90% medijev v Sloveniji levih, vsi glavni nacionalni mediji so levi in mislim, da so mediji glavni problem, zakaj v Sloveniji tako kot je. Ker pač ljudi lahko prepariraš, volilno telo prepariraš, to se zdaj dela, to lahko vidimo, kako se to dela in potem ljudi volijo proti svojim lastnim interesom, ne da bi to sploh vedeli. Me pa zanima z vašim vstopom v Domovino, ki je zelo lepo rasla, mlada ekipa, kaj je šlo takrat narobe, da se praktično vsi šli stran in da se pač začelo na nek način znova in da pač nekako zdaj stvar stabilna. No, kot prvo, jaz v ustavi ne vidim nobenega problema, da desne stranke v Sloveniji ne sme biti. Druga bom pa tudi rekel, da zdrava desnica je bolj socialna kot vse levice skupaj. Tu vidimo v gospodarstvih, kjer so desne vlade stvari stabilizirale od Margaret Thatcher in Reagana, da so te desne vlade pravzaprav za sabo pustile še desetletje ali več stabilnosti ekonomske. Problem so te leve, skrajne leve stranke, ki trošijo, kar pač nekdo dolga leta skupaj spravlja in uničujejo stvari. Tako da zame desnica ni protisocialna stranka. Še enkrat poudarjam, med tebi vele kapitalisti v tradicionalnem smislu je tudi ogromnih donatorjev in spodbojevalcev in tudi niso bili vsi vele kapitalisti do delavca neprijazni. Danes vemo vsi, da je delavci pravzaprav največja vrednota v podjetju, da je največji kapital je delavc in tisti, ki te stvari vej, ima tudi podjetja, ki mu lepo rastejo. Ko to stvar spustiš iz rok in moram reči, da te stvari ponovadi obrnejo na glavo te, ki trdijo, da so levi. Tudi na mojem osebnem primeru, mi smo lepo rasli. Ko sem firmo zapustil, je bilo več kot 250 zaposlenih. V centrali se zdiguje vsak dan mavrica, mavrična zastava in tudi odnosi in vzdušje zdaj v podjetju ni več tako, kot je bilo takrat.
Tako da tukaj sem jaz zelo previden, kaj je res desna in kaj je socialno in kaj ni socialno. Ne moreš imeti socialne države, če sam zapravljaš in če nič ne delaš. Za socialno državo je treba dobro delati in to na dolgi rok. Tako da jaz mislim, da seveda je možnost spostaviti desno stranko, ni pa nujno, da je že pravi čas. Mogoče ne gre še predobro. Mogoče bo treba še 4 leta. Kar se tiče domovine, ja. Torej, jaz sem domovino pravzaprav kot trademark odkupil od iskrenih. Zato mislim, da smo takrat kot domovina DO plačali 220 000 evrov. In sem pač mislil, da ta zgodba se bo finančno pilala korektno naprej. Ne bom šel v podrobnosti, ampak pri financah se ponavadi stvari začnejo in končajo. In zgodba se takrat s takratnim vodstvom finančno ni vodila. Tako da je bila to neka dolgoročna zgodba in pač kot solastnik sem moral poseči v zadeve. Nisem želel, da se ponovi zgodba Slovenca. Živimo na veliki nogi, to kjer je, potem pa itak to, če se propade. Torej, tukaj so pač neke finančne pravilnosti in to je tudi glavni razlog, da potem se ekipa odločila, da gre pod drugo, bom rekel, pod drugo znamko. Nič hudega, jim želim vse dobro. Dobar dan, hvala za zanimivo predstavitev pa dobro povzeto družbeno dogajanje. Jaz bi pa povedal vseeno svojo znanca, je Iranc, živi tukaj v Ljubljani in smo se dobila še pred iransko krizo, mesec pred tem, in je takrat že rekel, mene za Iran ne skrbi, on bo svoboda, bo demokracija, skrbi ga Slovenija pa Evropa. Tukaj vijemo navzdol. Ja, se popolnoma strinjam. Tudi imam prijatelje v Providenceu v ZDA, ki so izhajali iz Indonezije in oni so tudi, bom rekel, izjemno borbeni podporniki Trumpa s podobnim razlogom, kar pravijo, če se te stvari ne bodo malo postavljene bolj normalne noge, bo tudi ZDA bojo šli svaliti. Ker vdor ilegalnih migrantov predstavlja ne samo ekonomsko nevarnost, ampak še bistveno bolj varnostno tveganje. In po nekaterih debatah, razpravah, ki jih poslušam potem na kakšnih malce bolj političnih sestankih, je tu varnostno vprašanje vedno bolj izpostavljeno. Predvsem, kar se tiče zapadne Evrope. V Franciji je dovolj teh skrajnih islamistov, da pravzaprav bojo obvladali celotno Francijo. Nekateri ameriški krogi mislijo, da Francija je nerešljiva zgodba. Isto velja za Belgijo, velja za Nizozemsko, verjetno tudi za Španijo. To so nerešljive zgodbe in zaradi tega zdajšnja administracija podpira bolj te še kakor toliko zdrave države od Poljske, Češke, Slovaške, Madžarske. Zaradi tega, ker se enostavno tega zahodnega dela več ne da rešiti, po njihovem mnenju. Enostavno je pričakovati prej ali slej neke državljanske vojne, torej ti ilegalni migranti, podprti z neko politiko domačo, verjetno skrajno levo, proti staroselcem. V Angliji je mogoče zgodba malo drugačna, ker v Angliji je ogromnih hindujcev, indijcev in tam ta muslimanski radikalizem, ki ga je sicer ogromno, ni v večini. Francija je pač druga zgodba. In tukaj seveda je vprašanje Nemčije, kam se bo Nemčija postavila, oziroma kaj bo Nemčija naredila, tudi ima ogromnih migrantov. Tako. Upam, da bomo dovolj pametni kot Slovenci, da bomo vedeli, kam se pridružiti, ko se bo ta Evropa začela razkrajati in se bo začela. Bo
tako, da jaz sem župnik tukaj v sosednji župniji, Trata Korenje vas. Jaz vesel, da vas vidim od blizu, simpatično, predvsem pa zelo odkrito, jasno, brez olepšavanja poveste današnji družbi to, kar ji gre. Tudi cerkvi, seveda, instituciji in hierarhiji, jaz ti sicer bolj slabo pripadam, moj kolega, tukajšnji župnik, malo bolj, ker je malo višje rangiran v katoliški cerkvi. Je pa res, da so oba dokaj živahna in tudi javno nastopala in zato včasih malo manj priljubljena pri vodstvenem delu cerkve. Če bi, včasih sem že Škofu rekel, če bi ne imel on tako malo duhovnikov, bi verjetno mene že suspendiral. Zdaj pa nekako potrpi. Nujno zlo, boljše je, da ima, tako kot ste prej rekli, boljše je slaba reklama, kot da je ni. Jaz pa pravim, da je bolje, da ni župnika, kakor da je slab župnik. Povabljen sem recimo v petek v Ljubljano na festival dokumentarnega filma z naslovom Nune proti Vatikanu. Že dolga leta se borim tudi proti zlorabam cerkve. Med zlorabljenimi osebami so tudi moji nekateri sorodniki, oši, tudi moja sošolka, ki je soavtorica tega filma Nune proti Vatikanu, ker nas je polno lepih besed, pridigamo, ljudje nas pohvalijo, govorimo o resnici, kako nas bo resnica osvobodila, citiramo Jezusove besede, jih znamo zelo veliko na pamet, v dejanskosti, v praksi pa povsem odpovemo. Zato smo neprepričljivi, nimamo več avtoritete, najprej so jo izgubili kmetje, oziroma je nikoli niso imeli, ampak vseeno smo od njih odvisni, izgubili so avtoriteto učitelji, izgubili smo avtoriteto mi, kleriki, kateheti, župniki, izgubili so avtoriteto za nami zdravniki, da o policiji in vojski ne govorim. Bil sem župnik 11 let v Kočevju in se dobro spomnim tega prehoda, seveda na formalno pravni ravni iz komunizma v demokracijo. In vam po pravici povem, da imam zelo lepe spomine na tiste dogodke iz 90-ih let, ker smo se znali lepo sesti za mizo in pogovarjati. Bila je grožnja, ko je bila vojna za Slovenijo, vsi vodstveni organi v Kočevju, politični, ki so bili seveda vsi, po pravilu so bili vsi rdeči, so se shajali tudi v župnišču, pogovarjali smo se, bila so taka srečanja od zakoncev Hribar dalje, da o Janši in tudi gospodu Bavčarju ne govorim, so bili stalni gostje. In potem je bila vojna, hvala Bogu, 10-dnevna končana uradno in potem smo imeli upanje, da bo Slovenija zacvetela tako na področju kulture, gospodarstva in seveda tudi glede svobode veroizpovedi. Ker v Kočevju, ko sem jaz prišel leta 90, sem imel prvi pogreb krščanski, katoliški, ni smelo biti križa. In sem tudi javno poudaril, če križa ne bo, tudi pogreba katoliškega ne bo. Seveda so morali popustiti in so potem dali pripombo, da je novi kaplan in župnik v Kočevju nestrpnež, je nacionalist, danes bi rekli tudi homofob, ker je prišlo do incidenta na pogrebu, ker ni hotel imeti pogreba brez križa. Manjka nam torej ljudi, pokončnih ljudi, tudi mi dva z Jožetom se strinjava, da je premalo kolegov, ki si upajo izpostavljati in tako je tudi vas premalo, bi rekli, štrancarjev, ki si upajo izpostaviti, povedati na glas to, kar gre, od fašizmov do nacistov, do klerofašistov. In se mi zdi zdaj, lejte, to bi rad še povedal, da je potem, smo imeli eno leto zelo lepo sodelovanje,
in ko so bili pogrebi, je že sama pogrebna služba poskrbela za križ, potem nobene peterokrake zvezde ni bilo, tudi na borčevskih pogrebih, nobene zvezde, ampak čez eno leto je bilo vse po starem. So se zopet reakcionirali stare komunistične sile, to od Webra do Prebiliča, ki sta težki barabi, težka lopova, kradljivca, goljufa, in vam iz prve roke povem, oba poznam, zelo velika kriminalca, tudi na področju gospodarstva, da o ideološkosti ne govorim, ampak narod je njima nasedal takrat, Prebiliču pa danes. In ima zelo veliko podporo na Kočevskem, kakor se pogovarjam z ljudmi. Torej, ko smo odkrivali Kočevsko, ko smo spoznavali Kočevsko, smo vsaj toliko dosegli, da je država Republika Slovenija sprejela ponudbo, da se na Kočevskem postavi ena cerkev, ki jo financira 100% država, kot pravna naslednica tistih, ki so po letu 1952 podrli 91 cerkva na Kočevskem in 400-450 križev in kapelic na križpotih. In je do tega, hvala Bogu, prišlo. Potem pa takrat je bil notranji minister Igor Bavčar. Ko je čez 2 leti postal minister za evropske zadeve, smo imeli spet eno strateško srečanje v hotelu Valentin in se je govorilo o revitalizaciji Kočevske. In takrat sem jaz ministru Bavčarju postavil vprašanje, da se ga spomnim kot 2 leti nazaj, da je bil na obisku v Gotenici, kjer je prišel ves zaprepaden in povedal v Kočevju, v župnišču Kočevje, da so našli v Gotenici nekaj preživelih, torej političnih zapornikov, ki so bili, kako recimo kakšen Dolfi Jarc iz Dragatuša župnik, obsojen uradno 1949 na smrt in odpeljan na streljanje, a ga je veterinar, nekdanji ministrant njegov, prepoznal leta 1963, ga je prepoznal v Gotenici, ko mu je držal nogo, ko je kravi rezal parklje. In je to povedal svojemu kolegu, da je ta človek torej bil še živ, uradno mrtev leta 1949, a je bil kot politični zapornik v Gotenici. In to je bilo leta 1963. Torej, leta 1994 pravi Bavčar, ko sem ga vprašal, da je kot minister za notranje zadeve rekel, našli smo nekaj preživelih, sem ga vprašal, kaj je s temi ljudmi. In je dejal, ne spominjam se, da bi kdaj kaj takega rekel. A vidite, in se mi zdi, hočem reči, da vi lepo govorite, da to ni nobena desnica, čeprav se uradno ima tudi Bavčar danes desnega človeka, to ni noben zdrav desničar. Ti ljudje, žal tudi v cerkvi, govorijo o resnici, resnica nas bo osvobodila, za resnico pa ne naredijo nič. Tisti pa, ki se vsaj malo izpostavljamo, smo pa šikanirani in tudi včasih doživimo, zdaj nič več, hvala Bogu, ampak na začetku svoje duhovniške službe sem pa tudi bil deležen grožnje smrtjo. To je bilo v Kočevju. Tukaj v Poljanski dolini je seveda povsem drugače. No, me veseli klena beseda duhovnika, soozemlje še vedno je in to me veseli tudi med duhovniki. Mislim, da so kakšne moje izjave tudi znane, kar se tega tiče. Ni vse lepo, ne? Poznamo zgodbo naših čedrmacov, ki so protestirali proti odstranitvi Vinka Vodopivca, ne? Iz glasbene šole v Ajdovščini. Torej, ravnateljica, ki je tudi bila leto za mano v gimnaziji, vsako jutro v cerkvi, nisem bil tak, bom rekel, jaz sem bil bolj slab kristjan v tistih cajtih, sem šel samo na delo v maši. Ona je pač dala, da bi služila
našemu županu, ki je iz SD-ja, je pač tudi stranila, ko se je gimnazija selila. In kot tudi predsednik zbora Vinkov Dopivec in tudi kot ponosen Primorc, seveda nisem tega toleriral, da gre Vinkov Dopivec dol. In sem pač prosil takratnega in zdajšnjega ajdovskega župnika, da nekaj tudi on kot župnik naredi. In sem seveda bil zelo, zelo okregan. In dobro, če mene okrega, ampak najbolj me je bolelo, da je okregal te naše čedrmace, ki so takrat bivali v Petrovem domu, še Petro. Ta zgodba je tudi zanimiva, pa postvaten s primeri o tem Petrovem domu, še Petro. In seveda ta stvar je potem šla do škofa. In takratni škof mi napisal kar nekaj citatov iz Evangelija. In sem imel že napisano tisto farizejih in pismovkih, pa nisem poslal. Pa mislim, da je bil pametno, da nisem poslal. Pa ne zato, ker se bal, ampak ker pač z nekom, ki nima vere, ki nima vere. In žal je tu škof, se nimaš kaj razpravljati. Drži? No, tista tabla je prišla nazaj, Vinkovo Dopivec je prišel tudi na to novo glasbeno šolo. Sem pač povabil župana v eno klet, pa še tistega, ki je bil, da ima to narediti, in tam smo ob kozarcu dogovorili, jaz bom plačal, on bo naredil, župan bo pa ukazal. In je župan SD-ja, trdit župan ukazal, da gre nazaj Vinkov Dopivec na glasbeno šolo. Duhovnik in škof, takratni, pa tega nista hotla. Ja, in tukaj pridemo na to, kaj je resnica in kdo zagovarja resnico in kaj se je zgodilo v tem semenišču in zakaj smo dobili skozi to semenišče kar en kup ljudi, ki jim težko rečem, da so duhovniki. Ampak to mogoče boste dobro vedela kot jaz. Najlepša hvala. Po vseh teh velikih besedah jaz imam eno čisto konkretno vprašanje. Kako v družbi blagostanja, ki ga imamo pri nas še vedno, kako mlade vzgajati, da bo delo prednota, da bodo pripravljeni zastaviti svojo energijo, svoj čas, da bodo nekaj naredili? Hvala. Ja, tu pravzaprav se tudi jaz sprašujem kot oče. Imam 2 preveč pridni punci in 3 preveč lene fante. Nima odgovora. Jaz bi vprašal, kako vi vidite možnost, da se bomo enkrat znebili teh komunističnih simbolov, raznih Titovih spomenikov, cest, Kidričevih, Kardeljevih in tako naprej. Na Primorskem je tega sploh veliko, pa tudi lepo nas imamo. To, pa druga stvar, pa kaj predlagate za branje, kakaj vi berete? Ja, jaz mislim, da tudi ti simboli počas bodo odzveneli, ali bodo zdaj odzveneli čez 10, 20, 30 let, ampak bodo odzveneli. Sem prepričan tudi, ko gledam te mlade, pa se pogovarjam tudi z mladimi, ki izhajajo iz, recimo, levih družin, ampak razmišljajo svojo glavo. Mislim, da ta ideološki naboj počasi zveneva. Tudi mislim, da tisti, ki nimajo neke koristi direktne od te levičarske skrajnosti in skrajnih ideologij, spoznajo, da tu pač ni način, da se neka družba razvija. Tako da, kar se tega tiče, sem optimist. To bo izvenelo. 10, 20, 30 let, ne vem, ampak bo izvenelo. Mogoče bo prej izvenelo, če bomo to pustili primeri, čeprav se strinjam s Pačnikom, pa ga bom zdaj videl, da je v nedeljo, v soboto, sem gor na podobnem pogovoru, ki je rezal to glavo. Tisto sem čital vse v PDF-ju, mi je poslal še prej je šlo. Ja, zanimivo, kako je to rezal, moram reči, da je kapo dol.
Nisem pa prepričan, da je zdaj s tem dosegel tisto, kar je upal, ker mislim, da bo zdaj tisti kip še več časa tam stal, kot če ga pes primeri, ne. Tudi sam, ko hrem tam in Kidriča, pri Cankarjevem domu, peš, če se da hodim peš po Ljubljani, se vidi, da bi mogel hoditi bistveno več še peš, kot hodim. Ampak ko hrem tam in Kidriča, pa me tudi prime vsakič drugič, da bi eno bombo od spod postavil, da tisto sranje gor odneslo, ne. Pa se pole malo skuliram, pa če ga pustimo pri miru, bo sam pripadal dol, kot če ga bomo tikali. In tako je vsem drugim, ne, mogoče preveč rinemo v to smer, da skušamo nekaj popravljati njih, da skušamo mi njih popravljati, mogoče moramo mi najprej sebe popraviti, biti bolj striktni, se bolj striktno obnašati, skladno s tistim, kar zagovarjamo, in potem bo najbrž bistveno lažje pritegnili vsaj te zmirne levičarje na našo stran, kot da jih napadamo, ker pravzaprav vse je tudi mea culpa, ne, jaz jih tudi napadam preveč, pa ni prav, da jih napadam. Ker dosežem točno tisto, ne, da potem tisti skrajneži pokažejo v nam bolj zmirne lega, ne, desničar, zagama desničar, kaše je. Tako da ja, mislim, da moramo pri sebi delati in kazati pot. In z našim obnašanjem in držo pač ljudi spreobračati. Kaj je bilo drugo vprašanje? Kaj berem? Ja, pač nekaj sem pravzaprav, mislim, da kot knjiga, mislim, da je bilo to zadnjo, žal, zelo malo časa za branje. Prebral sem Trčelja, predvsem tale od Ivana Albreta. Kaj sem še bral? Bolj zgodovinske, moja druga ljubezen je zgodovina. Ne bi šel študirati zgodovino, profesor je zelo nevijo, da bi šel zgodovino, ampak se ne grem na kemijo. In mislim, da sem prav naredil, ampak zgodovina me zanima. In vedno pravim, kdor ne pozna zgodovine, jo bo ponavljal, in zato se mi zelo pomembno zdi, da poznamo zgodovino druge svetovne vojne. Da ne bomo spet kot narod šli razdvojeni naprej. In če hočemo to doseči, moramo nekako najti skupen jezik z levo razmislujočimi ljudmi, ne pa skrajneži, levičarskimi skrajneži. Ne moreš najti skupne poti, zaradi tega, ker njihova taktika je vedno, kako pravzaprav prevladati, uničiti. Njihova vlada ni sožitje, njihova politika ni sožitje, ampak je izraba tudi kristjanov za njihove skupne cilje. Tako so nas v drugi svetovni vojni prevarali. Partizanstvo je slonelo na krščanskih socialistih. Če takrat ne bi vodstvo krščanskih socialistov, predvsem Janez Stanovnik, izdalo krščanskih socialistov in jih predalo pravzaprav na milost in nemilost partiji, ki je začela potem tudi likvidacije. En kup partizanov je končalo z metkom v hrbtu, ko so šli na juriš proti Nemcem. Mi ne poznamo teh zgodb. Ne poznamo zgodb pobitih partizanov, ki niso bili pobiti iz strani sovražnika, ampak so bili pobiti iz strani soborcev. Ne poznamo zgodb, ali pa zelo malo poznamo zgodbe prekomorskih brigad, ki so jih gnali čez Dinarsko gorstvo po tistih kamninah, ki so rezale v te lahke angleške čevlje in so bili v 2-3 dneh so bili bosi. In njihova pot je bila izdana Nemcem in Nemci so jih čakali, Nemci so jih pobijali. Torej, koliko pobitih partizanov je bilo s strani Nemcev na podlagi izdaje, komunistične izdaje. Znana je pač ta poboj teh primorskih fantov gor nad Vitovljami. Pobili so takrat 32 fantov, celoten pevski zbor, cerkven, 2 sta nekako uspela zbežati. To je bilo izdano od Grajfa, ki je bil potem seveda dolgoletni predsednik ajdovske občine, mu spomenik stoji tam pred Perlo,
pred Novogoriško občino. To je bil eno od tistih znanih likvidatorjev, ki so ga poslali iz Štajerske, da se je infiltriral v primorsko partizanščino. On osebno ali eno od njegove trojke osebno likvidiral Janka Premrla Vojka. Mogoče manj znano, na Primorskem imamo na kvadratni kilometer največ grobišč. Od 200 do 300 se ocenjuje. Renato Podberšič bo prišel k vam, prosim, dajte ga fajn pritisniti, da skonča tisto svojo knjigo, kar tu ima on nalogo, da to opisuje. Ima neko podobno nalogo, kot ima Možina, da je izdal Razkol slovenski. Ima Renato, pač kako so se te stvari dogajale po Primorskem. Torej, letos oziroma lani je bila prva slovesnost ob fojbi po 80 letih. Prej ali zaradi komunističnih zatiranj oziroma prepovedi in potem tudi po osamosvojitvi, delno tudi zaradi pravzaprav nasprotovanja škofije koprske. Teh obeleženj ni bilo. Imamo se zahvaliti tukaj gospodu Bogdanu Vidmarju, duhovniku, da je te stvari le toliko časa pritiskal in je bila tu pravzaprav na njegovih zadnjih maš in super pridk, ki je imel tisto pridko se vela. Poslušati jo najdete na YouTubeu Saksida, on ima precej teh stvari posnetih po Primorskem. Ta pridga je res nekaj čudovitega, jo res priporočam, da jo poslušate. Pridga Bogdana Vidmarja ob jami za lesnika, v kateri sta bila najdena tudi dva žida, ki sta prišla z Dachava. 3-4 dni sta bila doma, ampak sta bila kapitalista v Gorici, Stari Gorici takrat. So jih nekaj tako pobili kot Slovence, Italijane. Torej, v primorskih fojbah ne ležijo samo Italijani. V primorskih fojbah verjetno leži več Slovencev kot Italijanov. Moj oče se je rodil 32. leta, on je bil Eduardo Štrancari. Čeprav je bil Edvard Štrancar v krstni knjigi, ampak na občini je bil Eduardo Štrancari. Moja mama je bila Jelka Bajc, ampak v knjigi je bila Genovefa Bajci. In išči zdaj ti po teh priimkih, kjeri so bili res Slovenci in kjeri so bili. In tukaj je ogromne manipulacije, ki služi tako italijanskim fašistom kot slovenskim komunistom in levičarjem, da se z teh fojb še vedno dela ena velika fama. Italijani očitajo Slovencem, da smo Slovenci genocidni narod, Slovenci pač očitamo Italijanom, da so fašisti. Resnica pa je, da tam v teh fojbah niso ljudje na podlagi narodnosti, ampak so na podlagi imetja. Noter so zmetali premožne kmete, trgovce, podjetnike, tam so v fojbah. Tako Italijani, kot Slovenci, kot Hrvati, kot Srbi so noter, celo Židje. Meni, da je 5 Židov po teh fojbah, tako pravi Renato Podberšič, da je nekako dokazano, da v teh fojbah je tudi 5 Židov, ki so prišli iz Dachava. V jami za lesnika ne bi bila 2. In tako nas uspejo deliti, tako nas uspejo deliti fašisti, ki so tudi levičari. Fašizem je leva ideologija, nacizem je tudi leva ideologija, samo da priznavata narod pred internacionalo, torej nista internacionalni, oziroma sta drugače skušali doseči internacionalo, torej z zavojevanjem drugih dežel pod kapo naroda, dočim internacionala komunistična pač je tu skušala pod internacionalo, torej naroda ni priznavala. Ampak drugače je tu zelo podobno. S tem, da sta nacizem in fašizem tolerirali velik kapitalizem, ker sta pač rabila denar in verjetno tudi velik kapitalizem postal v tistem kaosu, ki je bil v Italiji, in tistem kaosu, ki je bil v Nemčiji, pravzaprav velik kapital postal fašizem in nacizem gor. In vedno je tu proti delavstvu, proti pač kmetom, velik kapital se dostikrat poslužuje nekih radikalnih ideologij, da pride na oblast. Tudi danes je tako.
No, jaz nimam vprašanja, bi se pa rada v imenu vseh zahvalila za vašo pokončno držo, za vse, kar ste že naredili in še boste, za to, da ste si vzeli čas, da ste danes z nami in vam želimo res vse dobro in da bi ostal tak še naprej. Tako da bo hvala. Hvala. Mogoče tudi če zmagajo, ni nič to hudega, ne bo propadel svet, verjemite. Ne bo nič to hudega se zgodilo, vse več kot toliko tudi ne morejo, ne, pač uredi. Malo nižje bojo pokojnine, malo manj bo zdravstva, ampak uničiti nas ne morejo. Če smo pač sami v sebi močni, nas ne morejo uničiti, tudi če zmagajo. Če bojo pa zmagali, vedite, da so tu ponaredili. Torej, 5% vedno je možno ponarediti, vsemi triki, ki jih imajo. Če bo več kot če pa zmagajo, so pa tokrat več ponaredili kot 5%. Ampak zdaj tu je tudi zgodba za vse stranke, ki so na tako imenovani desni stranki in mogoče njihove lenove. Torej, imate volilne komisije in zelo je treba biti pri skrincah oziroma pri tem, koga se obkroža, kaj se dogaja. Vej se, nekateri ljudje nikoli ne pridejo na volitve in včasih se obkroži za njih listek. Če so sami levi v komisiji, v tistem trenutku se obkroži lev listek. Tako pazite, kdo je v volilnih komisijah, cel dan to poteka, tako imajo čas. Druga stvar, čačka na glasovnici, ki je za desno stranko in potem postane glasovnica neveljavna. Tukaj boste pripravljeni, da bo veliko ponarejenja. Tako da, predvsem tisti, ki so v strankah, ne si vzamejo čas in ne bojo zraven. Ne bojo zraven, ne pač, mislim, da je pač pravica teh, ki so v strankah, da pač so opazovalci. Ne pazijo, da ne bo ponarejenja, ker bo ponarejenje. Sigurno bo.